Danes se potapljamo v eno, moram reči, precej ostro besedilo. Naslov je hudo finance. Ja, res je udaren naslov. In vsebina tudi. Kritika upravljanja naših javnih financ je neposredna. Glavna teza, da sistemska potratnost izvira iz same ustave, iz lukenj v njej. Tako je. Vir gre še dlje. Uporablja izraze kot legalizirana korupcija. Močne besede. Zelo. In kleptokracija v imenu zakona. Ampak kar je zanimivo, ne cilja samo na eno vlado, eno politično opcijo. Ne. Pravi, da je problem sistemski, da poglavje ustave o javnih financah pač omogoča takšno stanje, ne glede na to, kdo je na oblasti. In dodaja, da ljudje to vemo. Tista fraza mi vemo. Ja, namiguje na neko splošno zavedanje, da ne gre samo za posamezne afere, ampak za nek vzorec, ki se kar ponavlja. Dobro, pojdimo k konkretnim očitkom. Kje točno naj bi bile te ustavne šibkosti? Izpostavlja 3 člene, kaj ne? Tako je. Prvi je 147. člen. Ta govori o zadolževanju države. In kaj je problem? Povejte. Da v ustavi sami ni nobene zgornje meje dolga. Recimo kot odstotek BDP-ja. Vse je prepuščeno zakonu. Se pravi, navadnemu lakonu, ki ga lahko vsaka večina spremeni? Ni neke trdne ustavne varovalke, če poenostavim. Potem je tu 148. člen. Ta zahteva uravnotežen proračun, vsaj srednjeročno, ampak... Ampak ja, dovoljuje začasni odstop v izjemnih okoliščinah. In tu je po mnenju Vira jedro problema. V izjemnih okoliščinah. Ker ni definirano, kaj so te okoliščine. Prav to. Ostaja ogromno prostora za interpretacijo. Kdaj je res izjemno stanje in kdaj je to samo, recimo, priročen izgovor za večjo porabo. Sliši se precej, ohlapno. In še ni konec pri tem členu. Omogoča tudi, da se zakonom določijo prejemki in izdatki, ki sploh niso v proračunu. Aha, ti posebni skladi. Tako je. Ko sporedni proračuni, ki niso pod enakim drobnogledom. In tretjič, prepoved retroaktivnosti. Ja, prepoveduje povratno veljavo zakonov. Ampak spet, če to zahteva javna korist. In spet ista kritika Vira, kaj točno je ta javna korist. Preveč nedoločen pojem, ki naj bi omogočal posege v pravno varnost, zlasti pri davkih. V redu, imamo te 3 domnevne luknje. Kako pa naj bi se to kazalo v praksi? Verjetno navaja primere. Seveda. Povezuje jih z nenehnim sprejemanjem interventnih zakonov. Saj se spomnimo PKP paketi med epidemijo covida. Ja, Janševa vlada takrat ogromno denarja, sklicevanje na izredne razmere. Tako, ampak Vir ni kritičen samo do te vlade. Pravi, da se vzorec nadaljuje. Omenja tudi Golobovo vlado, obsežni zakoni za energetsko krizo, pa za obnovo po poplavah. Spet posebni skladi, izredni postopki. Ja, mimo rednega proračuna. Omenja še eno zadevo, skriti dolg. Recimo Dars. Država jamči zanj, ampak formalno ni del javnega dolga. Temu pravi računovodski trik? Nekako tako je, da se olepša statistika. In kakšne naj bi bile posledice vsega tega? Verjetno ne ravno rožnate. Ne, Vir slika precej črno sliko. Glavni posledici naj bi bili 2. Prvič, strmo naraščajoč javni dolg. Ki ga bomo plačevali še dolgo. Tako, breme za prihodnje generacije. In drugič, višji davki in prispevki. Že zdaj, ker je treba nekako pokriti vse te izdatke, tudi tiste izven proračuna. Logično. Kakšne rešitve pa potem predlaga? Glede na ostrino kritike verjetno kar korenite. Res je. Pozivajo k radikalnim ustavnim spremembam. Zelo konkretnim. Naprimer? Prvič, ustavno določiti zgornjo mejo javnega dolga. Recimo pri 60% BDP, kot je včasih veljalo za maastrichtska merila. Aha, trdna meja v ustavi. Tako. Drugič, načelna prepoved teh izvenproračunskih skladov. Razne, če so res jasno opredeljene izjeme in pod strogim nadzorom. In tretjič. Uvesti sankcije za politike, ki bi namerno povzročali proračunske primanjkljaje.
To je pa kar močno, poskus zategovanja pasu na ustavni ravni. Kaj še? Potem absolutna prepoved retroaktivnih davkov, brez izgovora na javno korist. Jasno. Nadalje, popolna transparentnost javne porabe. Vir pravi, vsak evro naj bi bil sledljiv, od vira do končne porabe. To bi bilo zanimivo videti v praksi. In še ena zanimiva zahteva. Ustavna zaščita gotovine. Gotovine? Zakaj pa to? Na plačila ali... No, celo pred monetarno prisilo, kot pišejo. Vse te zahteve res ciljajo direktno na zapiranje tistih členov, ki jih vidijo kot problematične. Če torej povzamem, vir slika res mračno podobo. Trdi, da ustava sama omogoča sistemsko potratnost, netransparentnost. In to ne glede na vlado. Rešitev pa vidi samo v koreniti ustavni prenovi, tako nekako. In na koncu postavi tisto, precej neposredno vprašanje. Ne sprašuje več, če je prišlo do oškodovanja javnih sredstev, ampak vpraša, dokdaj bomo tiho. Ja, to je misel, ki kar ostane, kaj ne? Ostane. Kakšna je povezava med tem ustavnim okvirom, dejanji oblasti, ki ga morda izkoriščajo, in pa odgovornostjo državljanov? Vir kar naravnost namiguje, da molk tukaj pomeni nekakšno tiho privolitev. Ustavna finančna goljufija. Naša ustava, posebej tisto poglavje o javnih financah, dejansko vsebuje mehanizme, ki omogočajo sistemsko netransparentno porabo. Pa tudi zadolževanje. Ja, cilja kar neposredno, na politične akterje, pa celo na ustavno ureditev samo. Točno. Naša naloga danes ni, da bi sodili, ampak da razgrdemo argumente tega vira. In zakaj meni, da gre za nekakšno ustavno farso? Res je, ton je izjemno oster. Vir se, kot ste rekli, osredotoča na viji poglavja ustave in trdi, da pravila, ki naj bi varovala javni denar, v bistvu odpirajo vrata praksam, ki jih označuje kot zelo problematične. Poglejva torej, katere določbe so po mnenju avtorja najbolj sporne? Ja, ne gre samo za posamezne člene, ampak za nek vzorec, ki naj bi ga ti členi omogočali. Očita dogovarjanje za zaprtimi vrati, molk ob domnevnih nepravilnostih. Ja. In skrivanje za procedurami. Prav, trdi, da javnost ne potrebuje več nekih uradnih poročil, ker da spremlja dejanja sama. Kdo koga postavlja, kdo za koga glasuje. In osrednja teza, kot ste omenili, ta legaliziran rob. Ja. Kako naj bi torej ustava to omogočala? To je ključno vprašanje. Vir argumentira, da ustava pušča recimo odprta vrata na več ključnih področjih. Mogoče jih lahko nekako razdelimo. Prvi sklop se nanaša na samozadolževanje in proračunska pravila. Zadolževanje prav. Izpostavlja 147. člen. Zakaj? Ker ne določa neke zgornje meje javnega dolga, recimo v odstotkih BDP-ja. Aha, ni fiksne meje v ustavi. Tako nekako. In potem lahko vsakokratni zakon dovoli novo zadolževanje. S tem ste potem povezana tudi člena 150 do 152. Ti naj bi vsebovali prešibka proračunska pravila, brez pravih sankcij za primanjkljaje. In ti rebalansi? Ja, in dopuščala naj bi nenehne rebalanse proračuna, torej spremembe že sprejetega proračuna med letom. Vir omenja celo, mislim, da 14 dopolnilk proračunu v letu 2020. 14? Torej, ena skupina očitkov je ta fleksibilnost pri zadolževanju in spreminjanju proračuna. Kje še vidi težave? Drugi sklop očitkov se nanaša na možnosti financiranja mimo, recimo, osrednjega proračuna. Izven proračuna. Tako. Tu je ključen 148. člen. Ta omogoča ustanavljanje posebnih skladov in druge oblike financiranja, če zakon tako določa. Ta dikcija, če zakon tako določa. Prav? In vir kot primera navaja recimo sklade za COVID ali pa tiste za poplavno obnovo, kjer naj bi bil nadzor, po mnenju vira, samo navidezen. Fiktiven, pravzaprav. Ja. S tem je povezan tudi 149. člen, ki naj bi imel premalo jasno opredelitev javnih virov, kar naj bi posledično omogočalo netransparentno prelivanje denarja, recimo iz državnih podjetij ali pa evropskih sredstev. Razumem. In potem omenjate še tretji vidik, ki ga vir izpostavlja.
Pomanjkanje nekih jasnih varovalk. Tako nekako, ja. Vir opozarja na 155. člen in na jasno zaščito pred retroaktivnimi davki. Retroaktivni davki, to je vedno občutljiva tema. Seveda. Kot primer navaja tiste spremembe za normirance, se pravi pavšalno obdavčene samostojne podjetnike. Poleg tega pa trdi, da v ustavi manjkajo čisto eksplicitne prepovedi določenih praks. Kot naprimer? Kot so računovodski triki ali pa recimo skrivanje dejanskega dolga države preko entitet kot sta SID banka ali pa Slovenski državni holding SDH. Fascinantno je. Res, kako vir te domnevne luknje povezuje s temeljnimi ustavnimi načeli. Kako točno argumentira, da te prakse spodkopavajo recimo 2. člen, pravna in socialna država, ali 3. člen o oblasti ljudstva. Argumentacija vira gre nekako v smeri, da čeprav imamo na papirju ta vzvišena načela, izvajanje finančne politike skozi te domnevne šibke točke v ustavi dejansko slabi temelje pravne države, pa tudi zaupanje v institucije. Zaupanje, seveda. Vir tudi kritizira, kar pač vidi kot pomanjkanje odziva, tako medijev kot nadzornih institucij na nekatere, recimo, sporne prakse v preteklosti. Naprimer? Omenja recimo upravljanje terjatev v DUTB, nekdanji slabi banki, ali pa vprašanje prikritega dolga. Kakšen pa je potem predlog tega vira? Kaj naj bi se storilo glede na te res hude očitke? Vir predlaga nekaj, kar imenuje ljudstvena ustavna pritožba. Sliši se dramatično. V bistvu gre za poziv k spremembi ustave. Med ključnimi zahtevami so uvedba ustavne omejitve javnega dolga, morda 60% BDP kot omenja. Fiksna meja torej. Ja. Potem prepoved ustanavljanja zunaj proračunskih skladov in financiranja brez izjem, uvedba sankcij za proračunske primanjkljaje, pa jasna prepoved retroaktivnih davkov in nasplošno večja transparentnost javnih financ, vključno s prepovedjo prikrivanja dolgov. Če torej nekako strneva argumente iz tega res zelo kritičnega vira z naslovom Ustavna finančna goljofija, trdi, da slovenska ustavna ureditev javnih financ vsebuje neke strukturne pomanjkljivosti. Tako je. In te naj bi omogočale sistematično izogibanje transparentnosti, prekomerno zadolževanje in porabo javnega denarja na načine, ki naj bi bili, v nasprotju s temeljnimi načeli pravne države. Predstavili sva te očitke in predloge, kot jih pač navaja vir. Seveda ne, da bi zavzemali stališče do njihove utemeljenosti. Za konec pa morda v razmislek še misel, ki jo zastavlja sam vir. Sprašuje, ali bodo akterji današnjega časa nekoč stali na pravi strani zgodovine, ali pač med tistimi, ki jih bodo prihodnje generacije obsojale. Močno vprašanje. In zaključi z vprašanjem naslovljenim neposredno na državljane. Do kdaj bomo tiho?